Ni meje. Za dobre ideje. Dober dan. Slovenija je dežela inovativnih in podjetnih ljudi. Prostora za spodbudnejše okolje je veliko. Ob državnem prazniku pa vseeno raje govorimo o storjenem, kot da bi opozarjali na pomanjkljivosti. Za slednje bo še dovolj časa. Vredno je spomniti na ustvarjalnost mladih. Razvijajo skoraj neverjetne nove ideje, tudi na področju novih živil. Spodbujeni so med drugim tudi s tekmovanjem Ekotrofelija Slovenija za podjetništvo in konkurenčnost živilsko-predelovalne industrije. To tekmovanje vključuje predvsem mlade, nadobudne študente, inovatorje. Delo z mladimi postaja pomembno področje na Gospodarski zbornici Slovenije, Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, kajti kompetence in veščine, sposobnosti mladih kadrov narekujejo razvoj in konkurenčnost našega agroživilstva v prihodnje, pri čemer se Ekotrofelija povezuje in dopolnjuje z drugimi projekti Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, kot so Srib hrana, Intercom Food ter Feed the Mind. Pa spoznajmo mladega inovatorja in njegovo idejo. Aljaž Padežnik, prijazen pozdrav. Dober dan. Kaj počnete z nadvse inovativno vsebino? Ja, v bistvu mi prihajamo iz Ljubljane. V bistvu ta projekt je del tekmovanja Ekotrofelija, ki smo se ga pred nekim časom udeležili. V bistvu tule pa imamo 4 prahe, opisujejo celo Slovenijo, v bistvu 4 glavne kulinarične regije. Torej imamo tule Tratno potico, mediteranski prah, prah iz jabolčnega zavitka, pa dimljene postrvi. Ta prahec je kot posip na koščku kruha in ko to zaužijemo le z enim grižljajem, se nam zdi, kot da bi pojedli vse prej omenjeno. V bistvu ja, točno tako, ampak ne samo na kruh, tudi lahko testenine, lahko naprimer tele sladke posipe si damo na kavo, smetano, v bistvu karkoli si zamislimo. Je pa vse skupaj del projekta in osveščanja potrošnikov o inovativnih izdelkih. Zakaj je to pomembno? Kako gledate v prihodnje? Ja, v bistvu hočemo malo razširiti tradicijo slovensko. V bistvu ta izdelek je tudi za tujce namenjen, ne za Slovence, in se nam zdi to zelo pomembno, da se ta slovenska tradicija širi in da podpiramo to našo hrano. Kako pa ste sploh začeli ta projekt, odkot ideja? Prijavili smo se na tekmovanje, potem smo malo brainstormali in smo prišli s tem, da bi mogoče tujci zelo radi slovenske izdelke brez problemov na carini, na letališču prenašali, v Kitajsko oziroma kamkoli hočejo. Kakšni so odzivi? V bistvu so danes zelo pozitivni odzivi in smo prav presenečeni. Kakšen je pa sam postopek? Je težko doseči, da res okusimo jabolčni zavitek, gibanico in ostale, konec koncev kar zahtevne kulinarične dobrote naše dežele? Tako bom povedal, če znaš jed narediti, je pol lahek postopek naprej do praha, tako da ni velikega problema. Pa vseeno malce razkrijeva te tehnološke postopke. A da bi. Pri potratni potici naprimer smo narediš potratno potico, smo jo malo na manjše kose dali, posušili pa zmleli. Je presenetilo morda tudi vas, kako močan okus ostaja kljub vsemu po takšnem postopku? Ja in ne, ker če vodo ven iz živila da še bolj okus, še potem tukaj bolj koncentriran. Ja. Kakšni so ti procesi širom po Evropi, mogoče celo po svetu? Ali so to inovativnosti, da mladi raziskujete nove poti na področju hrane, kulinarike? Je to dokaj že uveljavljen proces? Kako sem jaz gledal, je odvisno od kulture. Naprimer v Aziji gledamo isto ribji prah, kot smo ga zdaj mi naredili. Tako da ta proces je bolj za shranjevanje živil, ampak mi ga izkoristimo kot neka kulinarična specialiteta. No pa še letos, ko je Slovenija prestolnica gastronomije, ima ta naziv zelo pomemben. Ja, glih to prav srečo imamo, da smo naleteli na tako priložnost. In odziv tujcev, veste, potuje zdaj prah pogosteje, kam čez mejo? Kje boste predstavili ta svoj produkt, svojo rešitev, inovativnost? Še vse malo v zraku, ampak če bo taka podpora kot danes, bomo šli definitivno naprej. Kaj pa energijske vrednosti, ko spremenimo v prah, recimo potratno potico? Se nam zdi, da smo prav tako siti kot po koščku, tistem pravšnjem, recimo, če damo nekaj prahu v kavo, vitamini, minerali in ostalim?
Ja, seveda, s tem, ko voda gre dol, je na 100 gramov večja energijska vrednost in več mineralov, kar bi rekel to, da smo bolj siti, po moje glih ne, no, ampak Še vedno dobimo kar nekaj, ne samo arom pa okusov, ampak tudi ostalih, recimo vitaminov. ja. Skratka, energijska vrednost se ohrani. Ja, večina stvari se ohrani. Kje lahko izvedo še več o vas, v tej vaši inovativni poti? No, se bo naše ime še kje pojavilo, če bo res takšen odziv, kot je danes tukaj. Študenti imajo že v času študija možnost razviti nov inovativen živilski izdelek. Ekotrofelija, tekmovanje, ki smo ga že omenili, združuje študente, profesorje, raziskovalce, tudi industrijo pri razmišljanju o eko-inovativnih rešitvah. Od leta 2008, ko je bilo v Sloveniji prvič organizirano tekmovanje, se ga je do sedaj udeležilo že skoraj 270 študentov, ti pa so razvili skupaj 70 novih živilskih izdelkov in s tem dokazali svojo kreativnost, iznajdljivost, radovednost, sposobnost timskega dela in vztrajnosti. Podpreti trud in delo obetajočih mladih inovatorjev je vodilo tekmovanja Ekotrofelija Slovenija, ki želi ostati valilnica idej in mladega nadobudnega kadra. Njihovim idejam in inovativnim rešitvam bomo sledili tudi v naslednjem letu. Ni meje. Za dobre ideje.